Lepo pozdravljeni, nahajamo se v celjskem Planetu Tuš. Zakaj? Zato, ker se bo 2. junija zgodil 19. Tušov vzpon na Celjsko kočo. Z menoj sta Anja Marjetič iz Tuša in Iztok Melanšek, član kolesarskega kluba Tuš Team. Lepo pozdravljena oba. Anja, za začetek kratka predstavitev. 19 let že mineva tega Tuševega vzpona na Celjsko kočo, priljubljena prireditev, ki vsako leto privabi številne kolesarje, pa tudi pohodnike. Res je, kar 19. leto zapovrstjo bomo izvedli Tušev vzpon na Celjsko kočo in v teh dosedanjih letih smo na Celjsko kočo privabili že skoraj 30.000 obiskovalcev, tako pohodnikov, kakor kolesarjev. Veseli nas, da je odziv vsako leto tako dober in zato z veseljem ponavljamo toliko let že sam vzpon. Seveda moramo reči, da je šport čedalje bolj priljubljen med ljudmi, šport v naravi, zato je tudi pohodnikov in kolesarjev vsako leto več. No, štart bo, kot smo že rekli, 2. junija ob 10. uri štartate tu izpred celjskega Planeta Tuš. Tako je, kolesarji imajo štart ob 10. uri tukaj izpred Planeta Tuš Celje, pohodniki pa vse od 8. ure zjutraj iz podvoza v Zagradu, kjer se prijavijo, dobijo vse bone za pogostitev na samem vrhu Celjske koče in seveda tudi promocijske majice, katere lahko na vrhu potem tudi seveda oblečejo. Omenila sva že, da gre tu tako za kolesarje kot pohodnike, skratka vsi se lahko udeležijo, lahko tekmujejo ali pa tudi ne. Tako je, to je dogodek, ki je namenjen vsem, tako rekreativnim športnikom, kakor profesionalcem. Veseli nas, da povežemo tako mlade, starejše, družine in vse tiste, ki radi svoj prosti čas namenijo naravi. Naj povem, da vzpon na Celjsko kočo ima tudi meritev časa za kolesarje, kakor je namenjen tudi tistem, ki se odpravijo na kolesarski vzpon brez meritve časa. Pobiramo seveda tudi stave za rekord, namreč razpisali smo nagrado za sam rekord proge, ki je 16 minut in 23 sekund in nagrada za rekord proge je 500 evrov. Rekord proge smo slišali 16 minut, je to težko dosegljivo, verjetno kar precej, ne? Zdaj čisto lahkoto, ne, ker to Robert Vrečar, bivši profesionalni kolesar, Celjan, ga je postavil, ni pa, da bi rekel, ne, da ni dosegljiv. Je pa res, da mora biti kar zelo dober pripravljen kolesar, da ta čas doseže. Udeležujete se tega Tuševega vzpona na Celjsko kočo. Kakšen je ta vzpon z kolesarskega vidika? Zdaj sem rekel, udeležujem se predvsem zaradi tega, ker je zelo dobro organizirana prireditev, tako je že Anja omenila, meritev časa, tisti, ki želi. Zdaj bom rekel, vsak si pač zbere tempo, ki ga bo zmogel, ker prvi del je pač kar ekstremno težak, strm klanec, tako da bom rekel, je fajn iti malo z rezervo, pa pol na koncu, kakor grejo, noge tečejo, ne. Kaj bi priporočili tistim, ki se zdaj še odločajo, bi šli, ne bi šli, kako morajo biti pripravljeni, na kaj naj poštudirajo, preden se odpravijo na pot? To, da ne bi šli, sploh ni vprašanje. Samo vprašanje, kak tempo si bojo zbrali. Vzpon lahko vsak zmore, ker letos je tudi prvič razpisana kategorija spolni kolesi. Zdaj bom rekel, spolni kolesi bojo pač na začetku mogli ta strmi del po moje iti malo peš, ampak isto bojo prišli na cilj, tako pa ta hitri. Kakšen je vaš najhitrejši čas? Manjka mi 1 sekunda do pod 19. Odlično. Sicer pa, Anja, na cilju potem sledi tudi druženje, zabava, skratka tako prijetno tudi družinsko vzdušje. Tako je, na samem vrhu smo poskrbeli za pogostitev, kakor tudi za zabavo in druženje. Za celotno vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti in seveda ne bo manjkalo dobre volje. Naj povem, da smo razpisali tudi bogat nagradni sklad za absolutne zmagovalce v obeh kategorijah, tako v moški kot v ženski, da imamo tudi sklad za najmlajšega obiskovalca prireditve, najstarejšega ter seveda najštevilčnejšo družino. Kako pa je s predprijavami? Predprijave za kolesarje so mogoče vse do konca maja, to se pravi do 31. maja na spletni strani Planeta Tuš. Seveda so mogoče tudi na dan prireditve, same prijave za pohodnike pa so na dan prireditve,
tu v Zagradu pri Celju, pri podvozu. Lepo vreme ste naročili. Vsekakor, dežja mora biti konec, glede na to, da nas spremlja že zdaj kar nekaj tednov in verjamemo, da bo lepo vreme. Ko govorimo o vremenu, povejte mi še, kakšno vreme je najprimernejše za kolesarjenje? Jaz bom rekel, vreme ni vpliv, pač to je volja, da greš, je pa sigurno najboljše, da ne pada dež, pa da je tam nekje 20 stopinj. Morda za konec še enkrat povabilo z vaše strani našim gledalkam, gledalcem. Vabljeni na tuš vzpon na Celjsko kočo, ki bo 2. junija. Vabljeni vsi, tako rekreativci, kakor profesionalci, saj bomo poskrbeli za odlično vzdušje, dobro voljo. Vi samo potrebujete čas in seveda voljo, da preživite dan v naravi. Hvala obema za ta pogovor in seveda vabljeni torej 2. junija v Celje na Tušev vzpon na Celjsko kočo.